Ruby Franke, nekoč oboževana YouTube mama, je zaslovela s svojim kanalom 8 Passengers. Bila je vzor mnogim staršem. Njen kanal je prikazoval idilično družinsko življenje z možem in 6 otroki. Toda za svetlimi nasmehi in popolnimi prizori družinske idile se je skrivala temna, mračna resnica. Šokantna aretacija Ruby in njene partnerke Jodie avgusta 2023 je razkrila nepredstavljivo zlorabe, mučenje in zanemarjanje lastnih otrok. Kaj je privedlo do tega in kako se je na videz vsaj ljubeče matere razvila ta bizarna situacija? Čez to bomo danes šli. Velikrat ste mi poslali ta primer. Živijo, by the way, jaz sem Alenka Dragolič oziroma Alien Mama, kakor vam je bilo všeč, dobrodošli na kanal dobrodošli na kanal ali pa dobrodošli nazaj na kanal, kakor želite. Prejšnjič smo obdelovali slovenske legende in duhove, tako da danes gremo pa spet na en true crime. Je en izmed tistih, ki vedno na začetku rada povem, da je tak, ki bo vseboval veliko dejanskih posnetkov, ker je sodoben primer, ker ona, Ruby Franke, njena družina in njen kanal 8 Passengers so šli viralno v zadnjih, 10 letih, kot večina youtuberjev načeloma, ampak res enih bizarnih, srhljivih, grozljivih preobratov, pač kako na videz nekaj izgleda in kako je potem dejansko, tako da verjamem, da vam bo tale primer ful zanimiv. Gremo vsak moment v zgodbo, še prej pa vam moram seveda pokazati nov izdelek iz sveta užitka za mesec marc. Tale vibrator je tako lep, da iskreno si predstavljam, da bi recimo jih palal Great Gatsby na svojih zabavah, ker basically tako mi izgleda, kot iz Great Gatsby estetika, ni? Aja, tako ga moram obrniti. Ekstremno eleganten, noro lep, ne vem, koliko vam ga upam pokazati. Reče se mu Rabbit vibrator, ker ima klasično tegale zajčka. Spodnji del je tako rose gold, ekstremno je lep, res je lep, tako da če imate v svojem življenju elegantno žensko ali pa da za foro šefici kupite ali pa eni baby, ki veste, da ji bo všeč tako eleganten, pa čaren. Zdaj vam pa želim še tako gibanje pokazati, ker je res pač nekaj boljšega. Reče se temu potisni vibrator, zaradi tega, Vidimo? Vidimo, kako se premika? Jaz nič ne premikam roke, to sam dela. Zato se reče potisni vibrator, okej? Pri svetu užitka vedno velja koda Alenka 15 stvari, ki so že znižane, in Alenka 10 stvari, ki še niso znižane, pa velja tudi v fizičnih trgovinah. Tako da če karkoli nakupujete, ne sem tega, ki sem ga zdajle pokazala, ja, imate vedno popust. Zdaj pa gremo v video. Ruby Franke je odraščala v Utahu. Utah je tudi država v Ameriki, v kateri bomo večino časa govorili v tem videu, ker so tudi potem z družino tam živeli, je pa ona odraščala v precej verskem okolju. Ruby je bila ena izmed tistih krščanskih družin, ki so še toliko bolj stroge, ki jih tudi poznamo pod drugim imenom mormoni. Jaz ne bom preveč pametna glede njihove veje te vere, ampak so še bolj strogi. Zelo pogosto v tem smislu govorimo o threadwife. A veš, tudi tista tradicionalna ženska, ki je ponovadi doma in imajo zelo veliko otrok, ker Bog ne da splavo delati itd. Žena je načeloma doma in pospravlja in kuha in puca in skrbi za otroke in jih vzgaja itd. V zelo verskem duhu. In očitno na ta način je bila tudi vzgojena Ruby, torej ta mamica, o kateri bomo govorili v tem videu. Sem pa slišala, da ne bi ona že od otroštva imela ta močen občutek za hierarhijo in disciplino, ki ne bi jo potem prenesla tudi na svoje otroke. Tako da očitno je bila tudi ona podobno vzgojena. Spet drugi so pa govorili, da je bila mogoče toliko stroga in smotana lik zaradi tega, ker se je počutila, saj to je logično, da se je kot otrok mogoče počutila, da ni imela tiste ta prave svoje besede, da ni mogla nobene moči izvajati, da ni imela nobene avtoritete, da ni nič bilo po njenem in je potem toliko bolj to prenesla na svoje otroke kasneje v življenju. Začetki YouTube kariere. Ona je začela celo 2 let pred mano in sicer leta 2015 je že odprla ta kanal. Skupaj s svojim možem Kevinom Frankem je ustvarila ta kanal 8 Passengers, torej ona, njen mož in 6 otrok. Je šlo pa za en tak vlog kanal, torej večinoma so snemali svoj vsakdanji live in kako so se imeli, kaj so delali. In valjda ponovadi te family kanali, sploh ko gre za majhne otroke, pa za dojenčke, ki se rojevajo, prerastejo nekaj tacga, ker pač te mamice
so nek vzgled drugim mamicam ali pa neka opora ali pa nek community, kjer se med sabo tudi učijo, kako vzgajati, kakšne so opcije. In ne samo, da je ona pač kazala svoj life, je bila tudi velik mamicam vzgled ali pa nek vodilo, ali pa ti že, da pogledaš eno žensko, ki ima 6 otrok, si misliš, kera carica, valjda neki prav dela, ne. Tudi otroki imela tako precej različnih starosti, v tistih čist mehnih, ne vem, neki let, pa pol doži najstnikov, veš, in potem lahko gledaš njene videe, ki jih je objavljala, kako je recimo svojega sina najstnika, ki je bil star 13 ali 14, ga je spraševala, že kaj dejtaš, a veš, po drugi strani je imela pa še tiste mehne mini otroke, ko mi je izhodila, ne, tako ful zanimiv kontrast. Gledalci ne bi kar hitro se na njo navezali, vzljubili, ne bi vzljubili tudi njeno iskrenost in pa strog pristop k starševstvu, čeprav se mi zdi, da na začetku kanala ni ta strogost toliko izstopala, pol pa skozi bolj. Tako da, kanal je ratal izredno popularen, imel je že milijone naročnikov, kar ga postal nekako v top slavne kanale, kar se tiče starševstva na celem YouTubu. In toliko so bili tisti, ki so jo spodbujali, so tudi počasi začele prihajati kritike, ki so predvsem valjda letele na njeno vzgojo in so začeli ljudje počasi izpostavljati, da je mogoče majčkeno preveč stroga. V glavnem med temi vlogi so se začeli pojavljati momenti, ki so ljudje majčkeno v glavah sprožili une alarme, kao ona je mogoče malo preveč stroga, vprašaj. Vem, da bi raje slišali direktne primere, tako da vam bom kar razložila, kaj približno vse se je dogajalo, da so si ljudje mislili, da je šla mogoče par korakov predaleč. In sicer, njena najstarejša hčerka je enkrat dopolnila 15 let, torej mlada najstnica, in je v bistvu tudi začela z YouTubeom, ker je pač valjda gledala mami, videla je, da se da, videla, da je to lahko tudi kariera, valjda je imela pač tudi za vzgled, ne. In je Ruby takrat rekla, torej mami je hčerki rekla, ok, za rojsten dan dobiš shoutout na mojemu kanalu, na glavnemu kanalu 8 Passengers. Predstavljaš, koliko je to weird, da imaš da si najstnica in da imaš mami in da ti reče, pa mami, ne vem, nam rekla, da so bili milijonarji, ampak s toliko ogledi in toliko tega so verjetno dober denar služili in je bizarno, da je rekla, ok, dobiš shoutout na mojemu kanalu. Plus rekla je, da še karkoli ne bi njena hčerka zaslužila na temu kanalu, da ne ji da 10% tega, ker brez nje pač sploh ne bi nihče vedel, da ima kanal in nihče je ne bi gledal brez njega shoutouta. Tle gre sem za tist, da je hotela jo v biznisu podučiti preprosto, ker tle za neko zlobo in toksičnost, pač what the heck. Njen najstarejši sin je bil Chad, tak simpatičen blond fant, tudi sem prej rekla, da ga je pri 13-14 letih spraševala, če že kaj dejta, ne, in je delovalo to tako simpatično. Mislim, saj jaz, ko sem to videla, ta izsek se mi je zdel, pač ful cool mami, če bi mene to takrat mami spraševala, bi mi bilo ful dober, ampak pri meni je bila samo šola pomembna. Ampak on, če kaj narobe naredil, pa je enkrat mogel na tleh spati več kot 1 mesec. Basically, karkoli bi narobe naredil, to nima smisla, ker je človek potem polomljen in neprespan in kakšna kazen sploh to je, da 1 mesec ustrajaš pač. Pa skozi hojiš bo, njeni otroci včasih niso dobili hrane ali vode, če so naredili kakšno napako po njenih standardih. To, da niso ustrezno izpolnili njenih pričakovanj, ni bilo niti, da bi nekaj bizarnega naredil, ne vem, da bi basically recimo, da bi slabo pomila šalčko od sladoleda in potem njena majhna hčerka ne bi dobila več ni za jesti. Bolano. Ko so potem začele prihajati ven te kritike na njeno vzgojo, se je Ruby majčkeno začela braniti in je hotela javno predvsem to predstaviti kot ja, se sem stroga, se sem kritična, ampak vse je še vedno pač pravično, to tako mora biti, a ne, neka strogost mora biti. Še ena stvar, ki so jo gledalci lahko začeli opažati, je to, da se je njen mož Kevin začel majčkeno umikati iz celotne slike kanala in ga je bilo vedno manj v vidih. Istočasno pa se je Ruby začela zbliževati za Jodie Hildebrandt. Ona je imela pa čez podjetje imenovano Connections. In kakor ironično to je ona učila ljudi, kao bolj živeti, biti bolj povezani sami s sabo, biti boljši ljudje. Basically je bil to program za samo pomoč. In Ruby je očitno v tem videla njo kot mentorco, best friendico, neko vodilo, plus nekaj, ker se je ona tudi biznis lahko vključi noter kot neka mami, ki ima itak milijon otrok, pač 6 otrok, in da tudi ona lahko del tega biznisa povzame naprej in skupaj furata določene programe in obe slušta dobro od tega, ne? Ampak tisti, ki so s to Jodie sodelovali že dalj časa, so imeli o njej povedati zelo podobne stvari in sicer, da je lahko zelo manipulativna in tudi ponavljal se en vzor, za kjerkoli se je ona nekako
pojavila, če je imela recimo svoje stranke, se jim je ful tesno pletla v njihova življenja. Namesto kot mentorica, da bi samo nadaljavo svetovala in želela najboljš, pa tudi psihoterapeutka je bila in da bi želela ljudem najboljš, v bistvu je ona velikokrat zagodla celo štalo in zelo pogosto, ker je prišla komu blizu, sploh kakšnim parom, so šli te pari narazen. In če se vam že mogoče zdaj kaj svetlika, ja, dejansko podobna stvar se je dogajala tukaj z Ruby in Kevinom, ker Kevin se je začel umikati in Jodie se je začela bližati in prepletati noter v njeno družino od Ruby in ne boste verjeli, sčasoma je Jodie živela pri Ruby Frankie doma. Pri njej doma skupaj z 6 otroki. Na tej točki mogoče, da je starejša hčerka že šla na univerzo edin. Še en fun fact v Jodie je to, da leta 2012 je dobila celo probacijo na šihtu, se pravi, kaj je mogla takrat narediti, ne vem, ampak so jo že enkrat ven vrgali v smislu skuliri se pa poj priti nazaj. Se pravi, je bila že od nekdaj kontroverzna. Je pa nekako maskirala te svoje vzgibe oziroma kako dela sa strankami z ljudmi kot tista, veš, tough love, harsh love, kao z ljubeznijo, ampak treba je biti mečken strog do sebe, a veš, dej skuliri se, ne biti pusi, ta varianta. Jodie je bila tudi znana po svojih skrajnih metodah svetovanja, ki so vključevale izolacijo družinskih članov in tudi strogo disciplino. Potem je pa Ruby pod njenim vplivom začela sprejemati še bolj radikalne vzgojne metode in zdaj si predstavljate, da še skupaj živita in kar naenkrat ima Jodie tudi to moč, da vzgaja otroke od Ruby oziroma nekako skup na ta bizaren način začne ta voditi vzgojo. Vse to je pripeljalo do točke, ko je leta 2022 kanal 8 Passengers tudi umrl. Predstavljajte si, da se je ljudem ta živčnost stopnjevala, ko so gledali ta kanal in videli, da je čudna vzgoja in potem je Ruby vse skupaj samo še dol zaprla. In potem so se tisti, ki jih je dejansko skrbeli, verjetno ful sprašvali, no kaj se sploh dogaja tam za zaprtimi vrati, a ne? Zdaj pa počasi pridemo do dejanskih zločinov in aretacije. Zdaj vam bom čim bolj konkretno naštela primere, kaj se je dogajalo. Avgust 2023. Policija v Utahu prejme šokanten telefonski klic. Podhranjen in poškodovan deček je pobegnil iz hiše v Springvillu in prosil za pomoč pri sosedih. Ta posnetek obstaja, bizarno je to videti. Prav, to se spomnim, sem jaz takrat videla, kaj je ta video prišel na YouTube in me je srce bolel, pa nimam otrok, pa sem bilo, no, moj bog, pač groza. Deček v tem videu je izredno suh in tudi rane ima povsod, pač več kot očitno je popolnoma zanemarjen. Prišlo je potem valjda do aretacije, aretirali so Ruby, aretirali so Jodie in tudi, ko so prišli domov k Ruby, so najdeli še enega otroka v zelo podobnem stanju. Tako zelo slabem stanju, kot ta deček, ki je prišel pač prositi na pomoč. A je pa še ena bizarna stvar, ta deček je imel duct tape okrog svoje gležno. Predstavljaj si, kako bizarno mora to izgledati, kada je bil ograbljen in je nekako uspel zbežati. Ok, kaj dejansko so bile zlorabe, ki so se dogajale? Kaj je Ruby skupaj z Jodie delala s svojim 6 otrokom? Otroci so bili prisiljeni prvo bivati v popolni izolaciji. Kaj to pomeni? Niso imeli kontakta s svetom. Pa če si predstavljaš, že je to leto 2020 do 2022, ko pač je internet povsod in majhni otroci ga imajo in velike, oni so bili izolirani. Niso smeli iz hiše, niso smeli z nobenim govoriti, niso imeli telefona, niso imeli televizije, niso imeli svojih telefonov, interneta, nič od tega. In če niso bili, so v bistvu bili podhranjeni, niso dobili za jesti tudi več dni in včasih tudi za pitne. Tretja stvar, če niso bili pridni, so bili tudi lahko postavljeni ven na vroče sonce, na vročino. Tam v Utahu je ekstremno vroče, tam tako puščavasto je basically. By the way, sosedje so dejansko podajali prijave, ampak se nič ni zgodilo, kao ni bilo dosti glasno, ni bilo dosti dokazov, ne vem, ampak niso prišli rešiti te situacije. Tale je grozljiva stvar, četrtič mislim, da, kar naštevam, ampak ta je res grozna. Ruby jim je dajala na rane, ki jih itak večinoma ona zadala, krvave rane, in jim je gor dajala kajenski poper. Imamo črn poper, pa še kajenski poper, ki mislim, da še bolj peče, tak rdečkast je, rdeč v bistvu. Da se ja ni zacelali in potem je to rano povila, ker mislim bolano. 1 ali 2 otroka sta potem mogla tudi v bolnico zaradi podhranjenosti. Še ena bizarna stvar je, ta je res grozljiva, svojo najmlajšo hčerko je večkrat prisila, da se je mogla vršiti na kaktus. Imamo tudi posnetke, kako Jodie in Ruby aretirajo, Jodie je zelo šokirana, ko pridejo k njej domov, je čisto, joj, zakaj, pa kar v hišo greste, a kar nalog imate, ojoj, kako, zakaj, medtem ko Ruby dobesedno od prve sekunde, pa potem še cel zaslišanje, dokler verjetno ni dobila svojega odvetnika, ni spregovorila besedice.
Ne morete si predstavljati, kakšen powerplay je to mogel biti, že kad gledaš te posnetke. Čist je tih, čist v popolni tišini je, sploh z mimiko ne pokaže ničesar. Jaz sem to gledala, sem si mislila, vem, da je psihopatska ta ženska, ali narciska, ali ne vem kaj je, ampak kakšno kontrolo ima nad svojimi čustvi. Da jo je tam detektivka spraševala, ne vem, 20 vprašanj in je samo strmela v njo in mi žikala, what the heck, pač full weird. Glavno, vse to je prišlo potem ven, sojenje je bil javen, vse je bilo srhljivo, ljudje so bili itak zgroženi, ker pač ena stvar je, da so vedeli, da se mogoče nekaj čudnega dogaja, ampak da se nekaj toliko zelo čudnega dogaja, je bilo pa res grozljivo slišati širše javnosti, ker to so bili milijoni ljudi, ki so pač spremljali ta kanal in verjeli, da so ful simpatična družina. Še ena stvar, ki je bila zelo slavna v tem primeru in jo samo na hitro izpostavim, je to, da so najdeli tudi dnevnik od Ruby. Ta dnevnik kaže dve stvari. Ena je to, da je ona zapisala popolnoma vse, kar je delala svojim otrokom. Dobesedno vsak dan in še po urah je pisala, kaj vse je počela, ker je bila sveto prepričana, da pač na neki način so te otroci, če so karkoli narobe naredili, v njeni glavi je bil to hudič, so bili to izjemni grehi, je bil to nek posedenje njenih otrok, da so bili possessed in da je bil hudič v njih. Ona je to verjela in je vse to pisala, kaj se dogaja in s temi najbolj krutimi stvarmi, ki jih je počela, je očitno dejansko verjela, da bo izgnala zlo iz svojega doma. In pa druga stvar, ki se razbere ven, je to, kaj dejansko je počela, ker je bilo itak vse napisano. Pa spet, da par stvari preberem. Sin, ne vem, kater sin načeta, kater je bil, je napisala, ne dela wall sitov. To je ful težko narediti. To je tisti, ki sediš ob steni, ampak brez stola. To te po 30 sekundah peče kot ne vem kaj. Eno je verjetno mučilo, da so mogli ne vem koliko časa to delati. Pa spet en zapis noter je bil. Ni me ubogov na prvi ukaz, obrila sem mu glavo. Spet, imela je velikrat napisan, če se je otrok drl, da je kričal, da je tekel po stanovanju, karkoli takega, kot vsak otrok počne, je imela ona napisan, da pač ni ubogov in ga je mogla spet ful kruto kaznovati. Ne vem, je mogla skočiti na kaktus, ne. Sem potem gledala enega psihologa, psihiatra, ki je o tem govoril in je rekel, da to izpade, da ona, če ni imela popolne kontrole, popolnega nadzora in če ni bilo karkoli po njenem, ali bil to pogled, ali poteza, ali beseda, ali karkoli, je pač ona čutila nazaj moč in avtoriteto samo tako, oziroma kontrolo, samo tako, da je pač napolno kaznovala. To je edini način, kako je ona čutila vso kontrolo. Če pa ni imela v celoti kontrole, se je počutila spet brez moči, I guess. Namenimo zdaj še minutko ali pa dve dejanskemu sojenju in kaznim. Najprej ne povem, da to še traja, da še ni dokončno, da še ni določeno. Jodie Hildebrand in Ruby Frank, ki sta bili obtoženi obe več stvari, več teh obtožnic je bilo. In na koncu, hvala Bogu, obe je lepo priznate in rečete za vse, kar so našteli, da sta krive. Ruby se tudi ful kesa, pismo napiše svojim otrokom, itd. Ampak ker sem jaz pogledala te zadnje intervjuje, koliko predvidevajo, da bo konc koncev kazni za njiju. Mislim, da je rečeno, da Utahu, ne vem, kje je žitek, maksimalno nekih 30 let, ampak to nikakor ne bo, saj po sklepanjih ne bo. Nekdo, ki več ve v teh sodnih postopkih, je rekel, skoraj ziher bo vsaj minimalno 39 mesecev, kar je ful mal. Plus ful je taka stvar, da če bosta one dve noter pridne in skolirane in bosta sodelovali in bo videli, da delate na sebi in bosta hodili k psihiatru, se lahko to še ful zmanjša. Plus še vedno obstaja možnost, da bosta imeli parole, se pravi, da jih lahko nekdo izplača in gre ven. V glavnem, bizarno je, koliko zelo malo kazni jih lahko doleti. Verjetno se sprašujete, kaj se je zgodilo s Kevinom, z možem od Ruby. Ko je izvedel, kaj se dogaja, je itak bilo že vse v novicah in je pač že bilo javno in je bil baje popolnoma šokiran, baje ni imel pojma, da se je to dogajalo. Dokler je bil on kao prisoten, je pač neka strogo strani mami bila, ampak niti približno toliko bizarno. On baje na tej točki se napolno bori, da dobi nazaj celotno skrbništvo do svojih otrok. Mene osebno bi bolj zanimalo, kaj si otroci o tem mislijo, ker itak so eni vmes toliko starejši, da imajo nek občutek, ali hočejo biti z očetom ali ne. Predvidevam, da
Tako da ja, če je oče res v celoti cool, pač bi bilo to super. Še ena stvar, ki je nisem prej predelovala, ampak je tudi odnos dejansko med Jodie in Ruby ni bil popolnoma sam prijateljski ali pa mentorski ali pa kolegialen ali pa biznis. Je nekaj vmes, nimamo dokazov, noben ni direktno o tem govoril, ne otroci, ne nihče, ampak je bilo nekaj, ko je enkrat nekdo, mislim, en izmed otrok je vletel v sobo, kjer je izgledalo, da so bila neka masažna olja in svečke in una glasba in uno motičen von, veš. In ja, zelo jasno iniciirano, da one dve naj bi imele nek odnos veliko več kot prijateljski. Kaj točen pa je bilo, pa ne vem. Ampak vsi opisujejo to Jodie kot ekstremno manipulatorko, tako da sem slišala tudi, da bi mogoče ona Ruby spolno ekstremno zmanipulirala in jo imela kot za neko svojo potešitev spolnih potreb. To sem slišala, nič več ne vem o tem. Če kdo ve, pa valjda napišite v komentarje. Na sodišču je potem vam prišlo še čist par zadev, ki jih je tudi Ruby počela in jih je tudi priznala jasno in glasno. In to, da je otroke velikokrat brcala in pretepala, se pravi abuse čist na vseh nivojih in mentalen in fizičen na polno. To, da je včasih kakšnemu otroku glavo držala pod vodo, ki si na robu utopitve in jih je mučila na ta način. Otroci so bili prisiljeni fizično delati, ker drugače spet. A veš, to besedno jih je imela za domačo delovno silo, ker drugače, ne vem, ne bi dobil za jesti ali pa za piti. Včasih samo zato, pa to ni bilo treba delati, in mi je v škatle dala ogromno knjig in težkih predmetov in so potem mogli to gor in dol nositi po stopnicah. Pač what the heck. Zdaj smo prišli nekako do konca in sem svoje povedala, me pa zanima, če je kdo od vas dejansko spremljal ta kanal in je gledal to in kaj si mislil. Ste si mislili, ok, super vzgoja, a ste imeli občutek, da je nekaj ful narobe tle. Iskreno me zanima, ker jaz valjda tega kanala nikoli nisem gledala, ker ni pač nek moj življenjski stil, ki bi me zanimal. Me pa zato zanima, če ste vi kaj opazili. Ziher je kdo izmed vas to spremljal. Hvala, da ste gledali ta video. Še enkrat tukaj koda Alenka 5 na znižane stvari pri svetu užitka in Alenka 10 na neznižane stvari pri svetu užitka tudi v fizičnih trgovinah. Do naslednjega petka, pridni bote, radi se imejte, Ejlen mama out!